Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Na polovici mandata. V moji družbi lepo pozdravljam gospoda Matevža Frangeža, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Dober dan. Dober večer. Oziroma dober večer, tako je. Hvala, da ste danes tukaj. Prepričana sem, da imate ogromne obveznosti, pa vendar ste leteči verjetno, ne? Hvala za vabilo, z veseljem sem tukaj. Če malce pogledava tako imenovano polovico mandata, kot se imenuje današnja oddaja, kako bi ocenili delo, pa recimo za začetek vlade? Vlada se je po veliki zmagi koalicijskih strank, predvsem največje stranke Gibanja Svobode v letu 2022, torej aprila, oblikovala in pravzaprav vstopila kar hitro v neke nove okoliščine. Za nas na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je to pomenilo predvsem soočanje z energetsko krizo, ki je takrat na velika vrata vstopala v Evropo in v Slovenijo. To so bili tedni in dnevi, ko smo se spraševali, ali bo v Evropi dovolj zemeljskega plina, kakšen bo vrstni red izklopov, katere dele kritične infrastrukture moramo za vsako ceno ohraniti pri delovanju. Kmalu, konec poletja, je prišlo do velikanskih cenovnih šokov in v bistvu je prvo leto bilo v celoti zaznamovano z reševanjem energetske krize. No, ampak vseeno, 2 leti nazaj sem prišel na Ministrstvo za gospodarstvo v ekipi Matjaža Hana. Ne, da bi si pravzaprav želel postati državni sekretar. Jaz sem nekoč pred dobrim desetletjem imel politike dovolj in si pravzaprav nisem želel nekih izpostavljenih političnih vlog. No, kljub temu pa sem bil povabljen v to ekipo. Nikoli nisem pristal na to, res pa je, da nikoli nisem zavrnil povabila in nekako se je približeval ta dan, ko smo 2. junija, mislim, da leta 2022, vstopili v prostore na Ministrstvo za gospodarstvo. Vsa vrata so bila zaprta, ljudje so bili zaprti v svojih pisarnah in so pričakovali, kaj bodo zdaj ti socialdemokrati delali na čelu Ministrstva za gospodarstvo. No, ena človeške lastnosti Matjaža Hana in celotne ekipe, njegova odprtost, v smislu za humor, pravzaprav radost, ki jo rad širi med ljudmi, pa je hitro ta vrata po ministrstvu odprla in danes lahko 2 leti kasneje ugotovim, da so praviloma vrata po hodnikih Ministrstva za gospodarstvo tako v Ljubljani, kot tudi v Mariboru, kjer imamo kar močne sektore za podjetništvo in del direktorata za turizem, praviloma odprta. Tudi moja pisarna ima odprta vrata. Mislim, da smo uspeli v tem času skreirati eno res produktivno, prijazno delovno okolje, zelo kolegijalne odnose z sodelavci, ki moram reči, da tudi presenečajo z nivojem svoje predanosti, ambicioznosti, zavzetosti, tudi sposobnosti iskanja out of the box rešitev, da lahko rečem, da je to dobro ministrstvo, da smo ga prevzeli v dobrih rokah, da ga vodimo na dober in učinkovit način in mislim, da to tudi kažejo visoke ocene Matjaža Hana kot ministra, pa tudi naša objektivna ocena o tem, kako smo se uspešno soočali z dosedanjimi krizami, od energetske krize, s poplavami, ne nazadnje pa tudi za strateško usmerjenost v to, kar mora slovensko gospodarstvo storiti zdaj. Ja, vmes se je ministrstvo sicer prestrukturiralo. Kakšna je razlika iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport? Torej, nekako turizem ste priključili, pa tudi šport, ne? Ne, turizem nismo priključili. Turizem je pa dobil svoje mesto v imenu ministrstva. Na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odšel močan direktorat za regionalni razvoj, na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije pomemben del, ki je skrbel za celoto tehnologij in inovacijske politike, medtem ko je na ministrstvo prišel direktorat za šport. Resnici je ljubo, meni bi bilo prav, da delam tako v prejšnji sestavi, imam veliko privrženost inovacijam,
rad se ukvarjam z prebojnimi področji, zdi se mi, da tudi razumem ekosistem, ki je pač za to potreben. Je pa res, da smo ne glede na to, da se je primarna skrb za inovacije preselila na drugo ministrstvo, tudi na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ohranili del odgovornosti, še posebej na zrelejšem delu lestvice tehnološke pripravljenosti, torej vse tisto, kar postaja zrelo za to, da kot novi produkti in nove rešitve prihaja na trg. Je pa sama reorganizacija gotovo vzela veliko časa, nekaterih izzivov z drugimi ministrstvi še vedno nismo rešili. V vsakem primeru pa upam, da smo zdaj oformljeni na način, da bomo za strateško povezavo gospodarstva, turizma in športa, treh nedvomno komplementarnih področji, kjer se lahko vsa področja učijo drug od drugega in predvsem izražajo močne sinergične učinke. Preko športa se promoviramo v svetu, preko turizma svetu ponujamo svoje lepote in dobrote, preko gospodarstva pa svetu ponujamo svojo gospodarsko, poslovno, produktno in inovacijsko odličnost. Pravzaprav, kot da ti trije sektori drug brez drugega ne morejo na nek način, ne gredo z roko v roki, ker konec koncev tudi športniki so promotori Slovenije in potem turističnemu ogledu lahko privabijo nekoga sem, ne? Predvsem pa je pomembno, da nas športniki navdajajo za svojo zmagovalno miselnostjo, za katero pa je potrebno ob ideji, ambiciji imeti tudi veliko dela, veliko vztrajnosti, veliko treninga. In mislim, da so to tiste lastnosti, ki močno koristijo pri želenem globalnem prodoru slovenskega gospodarstva. Omenili ste tudi, da strategije so zastavljene in zdi se, da na vašem ministrstvu res mogoče tako vidne tudi navzven že neki pozitivni učinki, kar ste naredili in kaj še imate namen narediti, ne? Koliko pravzaprav dela je v ozadju pri vas na ministrstvu, preden vse to državljani vidijo konec koncev, ne? Ker birokracije je kar nekaj. Ja, mogoče dam nekaj primerov kriz, s katerimi smo se zaenkrat soočali. Najprej energetska kriza. Kot rečeno, vzela je pomemben del prvega dela mandata. Jaz sem ponosen na vse ukrepe, ki smo jih izvedli. V gospodarstvu pogosto tarnajo nad seveda primerjalno še vedno visokimi ravnmi cen, glede na to, na kakšne cene smo bili navajeni predtem. Kljub temu pa vsi podatki jasno kažejo, da je Slovenija uspešno preživela to krizo, da smo bili pri cenah za male poslovne odjemalce, za mikro, majhna in srednje velika podjetja korenito pod povprečjem Evropske unije, govorimo o podatkih Eurostata, medtem ko so velika podjetja imela cene nekje na ravni povprečja. To je sicer težava zaradi strukture slovenskega gospodarstva, ki je nadpovprečno industrializirano. Smo ena od treh najbolj industrializiranih držav glede na delež industrije v našem bruto domačem proizvodu v Evropski uniji, hkrati pa izrazito nadpovprečni tudi po deležu energetsko intenzivnih industrij. Pomemben del našega gospodarstva proizvaja različne materiale, je to steklo, jeklo, magneti, papir, aluminij. Hkrati pa je cel kup in močna predelovalna industrija, ko iz teh materialov nastajajo neki izdelki, komponente, polizdelki. V tem pogledu je dejstvo, da v perspektivi ne moremo računati, da se bodo ravni nizkih cen iz preteklosti vrnile. V tem pogledu si na Ministrstvu za gospodarstvo zastavljamo jasen cilj, da želimo nadgraditi te industrije po možnostih, da z boljšimi produkti, z inoviranjem, novimi tehnološkimi rešitvami, povečano energetsko in snovno učinkovitostjo, tako procesov kot izdelkov, preidejo v višje cenovne razrede, više na industrijskih verigah oziroma verigah vrednosti, zato da bojo tudi cenovno bolj odporne in tržno bolj odporne. Leto 2023, glede na padec industrijske proizvodnje, ki se je zgodil povsod po Evropi, pa tudi v Sloveniji in to nadpovprečno,
kaže, da je Slovenija zaradi te strukture gospodarstva bolj ranljiva na te zunanje šoke. V vseh krizah, od finančne krize do covida in torej energetske krize, se je jasno pokazalo, da so te krize povzročile v Sloveniji vedno nadpovprečen padec industrijske proizvodnje. Zdaj vprašanje je bilo, koliko je za tem dela. Seveda, ogromno je dela v smislu koncipiranja rešitev. Naš pristop je zelo jasen, da skušamo vse deležnike, če lahko tako rečem, vse partnerje, vse tiste, ki jih naše rešitve zadevajo, spraviti za isto mizo. Pri energetski krizi je bilo to zelo izrazito. Mi smo dnevno sedeli s predstavniki gospodarstva, tudi sindikatov, razmišljali o skupnih rešitvah, potem te rešitve testiraš v medresorskem usklajevanju, pogosto tudi za Evropsko komisijo. Preden jih seveda predstaviš javnosti v obliki zakonov, potem je seveda zakonodajni proces, znotraj katerega se marsikaj tudi dogaja, in potem, ko je neka rešitev sprejeta z zakonom, je seveda treba poskrbeti tudi za implementacijo ukrepov, ki jih je zakon naredil. Tukaj sem res hvaležen za to odzivno in močno ekipo, ki jo na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport imamo. Drug tak primer so poplave. Največji del bremena reševanja poplav, zagotavljanja pomoči podjetjem po poplavah je prav v Mariboru, kjer v sektorju za podjetništvo vlagajo res nečloveške napore za to, da odgovorijo na vse vprašanja, zagotavljajo prizadetim potrebne informacije, pomagajo pri pripravi vlog, pri zbiranju dokumentacije, ki je potrebna za dokazovanje škode. Vesel pa sem, da smo ravno v teh dneh, v prejšnjem tednu, izdali prvih 32 odločb o končnem poplačilu škode, ki so jo podjetja utrpela v lanskih poplavah. No, delo pa s tem ni končano. Ta podjetja bo prišla do izplačil relativno hitro. Čaka nas pa še kar nekaj 100 vlog, ki jih je potrebno obdelati. Ja, omenili ste tudi to, kako je Slovenija ranljiva na zunanje vplive, nadpovprečno. Kako pa to preprečiti pravzaprav? In čemu bi to pripisovali, to ranljivost? Je to majhnost države ali niti ne? Ne gre za majhnost, gre za strukturo gospodarstva. Naše gospodarstvo je izrazito dobaviteljsko gospodarstvo. Imamo relativno majhen delež končnih proizvodov, ki bi bili usmerjeni na globalne trge, ker bi z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami lažje nadzorovali svoj tržni položaj. Ne, mi smo dobavitelji v pretežno evropske industrijske verige in seveda znižano povpraševanje v Nemčiji se neposredno preseli na znižano povpraševanje pri nas doma. V tem pogledu mi zastavljamo strateški načrt za gospodarsko transformacijo, za povečanje konkurenčnosti in produktivnosti, temelji na 3 stebrih, torej nadgradnja in dekarbonizacija, razogljičenje obstoječih industrij, ker je ključna ambicija, da pridemo više na lestvico dobaviteljev od, tier 3 k tier 1. Na drugi strani novi produkti in nove industrije, kjer stavimo na slovensko iznajdljivost, na sposobnost inoviranja, iskanja kompleksnih rešitev in tudi razvoja in proizvodnje zahtevnih proizvodov. To so vse odlike, ki jih Slovenke in Slovenci imamo. Obetamo pa si, da iz tega pride do razmaha tudi novih industrij. Tukaj merimo predvsem na dinamičnem perspektivnem startup ekosistem. No in še 3. steber, večja privlačnost Slovenije za globalne inovacijske operacije visokotehnoloških podjetij, kjer predvsem želimo krepiti privlačnost Slovenije za to, da se sem umeščajo določene dejavnosti globalnih visokotehnoloških podjetij, kjer pa spet želimo loviti ne z poceni energijo kot doslej, poceni delovno silo, pač pa z kakovostjo našega izobraževanja, naše znanosti, visoko kakovostjo življenja, varnostjo, zdravim in prijaznim družinskim okoljem, čudovito naravo, ljubeznijo do življenja in dejstvom, da smo kulinarična in vinska velesila sveta. Skratka, cel splet naših atributov
še zdaleč ne samo davčno okolje, je tisto, ki v mnogih primerih že danes kaže, da se globalna podjetja, naj dam tu primer Sandoja ali Novartisa, prejšnji teden odprto investicijo Evropskega centra odličnosti Henkla v Mariboru. To so vse primeri, ki kažejo, da tudi globalna podjetja Slovenijo vidijo predvsem kot središče za svoje inovacije. Kar nekaj denarja je ministrstvo namenilo tudi regiji, torej, kjer smo trenutno vzhodni, a ste imeli tudi sami kaj prstov vmes, glede na to, da vedno ponosno poveste, da ste Mariborčan oziroma Štajerc, zdaj pa tako reči, ne? Kako je, ko se deli denar? No, sem Mariborčan in sem Štajerc. Jaz ne glede na to, da sem se pred 10 letjem preselil v Jarenino, se pravi eno od mariborskih predmestij, si ne pustim vzeti te mariborske identitete, ker sem v tem mestu rojen in to mesto še vedno čutim, čeprav je strašljivo gledati, kako malo časa pravzaprav v njem preživim, glede na to, da sem 5 dni na teden v Ljubljani, med vikendom pa priznam bolj ali manj doma za družino. Tako da z mestom nimam toliko interakcij, kot bi si jih resnici na ljubo želel. Kakorkoli že, v zadnjih 2 letih je samo v Maribor bilo torej pripeljanih 33 milijonov evrov denarja samo na področju gospodarstva, turizma in športa. Resnici na ljubo, večina tega denarja ni odvisna od volje političnega vodstva ministrstva, ampak predvsem od uspešnosti naših podjetij, ki so uspešno kandidirale za ta sredstva. O tem odločajo strokovne komisije in ne minister ali njegovi državni sekretarji. Je pa na drugi strani res, da se cela vrsta projektov ne bi zgodila, če se ne bi odločili za ustrezno smer, za ustrezne uteži in pozornost za vzhodno kohezijo, ki, kot veste, je podrazvita glede na zahodno Slovenijo ali sploh glede na Ljubljano. In končno, če ne bi izrazito poganjali nekaterih projektov, lanski primer OFEM-a, ki ni imel ustrezne finančne spremljave, sredstva za njegovo izvedbo niso bila zagotovljena in šele veliko angažmaja in povezanega pristopa tako lokalne mariborske politike kot našega posluha v imenu države je pripeljalo do tega, da je bil projekt uspešno izpeljan. Seveda pa je pomembno poudariti, da nas v perspektivi čaka tukaj cela vrsta novih izzivov, cela vrsta novih priložnosti. Maribor je bil uspešen pri tem, da smo v programu kohezijske politike ustrezno umestili programe Mariborske univerze. Cela vrsta aktivnosti, skupaj mislim, da 130 milijonov evrov se namenja v krepitev raziskovalnih in infrastrukturnih zmogljivosti Mariborske univerze. Jaz pravim, da je Mariborska univerza najpomembnejše mariborsko podjetje, najpomembnejši generator našega razvoja. In tudi v vodstvu univerze vidim zelo jasno osredotočenost na to, da generira potreben preboj regije. Seveda pa pri tem ostaja še nekaj izzivov. Eden od teh je Innovum kot tehnološki park, kot odprta javna raziskovalna infrastruktura, ki pa je nujno potrebna za to, da lahko podjetja za uporabo te javne raziskovalne infrastrukture, inovacijskih zmogljivosti Mariborske univerze dozorevajo svoje ideje in rešitve v jutrišnje izdelke in storitve, upajmo, namenjene globalnim potrebam. Zaenkrat hvala, gospod Frange. Sledi kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi. Gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Na polovici mandata. V moji družbi je še vedno državni sekretar, gospod Frangež. Govorila smo o tem, da je lahko Univerza mariborska tisti vlečni konj pri preboju Maribora, pa tudi verjetno regije, konec koncev študentje na Mariborski univerzi so od povsod. Je potrebno, da se hitro ne zadovoljimo s tem, kar imamo in da
poskušamo naprej rasti, ne samo stagnirati. Ne? Najprej jaz verjamem in to povem praktično v vsaki javni priložnosti, da smo že korenito vstopili v čas daleč največjih gospodarskih sprememb v človeški zgodovini. Zdaj to pred nas postavlja celo vrsto tveganj. Eno od teh tveganj je očitno izgubljanje evropskega primata na industrijskem in inovacijskem področju, tako v primerjavi z ameriško kot kitajsko konkurenco. Prihajajo nove tehnologije, upoštevati je potrebno velike geopolitične premike, zeleni prehod, pa tudi kulturne in socialne spremembe. Vse to generira neke nove okoliščine, ki bojo spreminjale jutrišnje navade, nakupne potrebe, spreminjale se bodo industrijske verige, prehod iz motorjev na notranje izgorevanje k električnim vozilom, prinaša popolnoma drugačno arhitekturo vozila, potrebne so druge komponente, baterije, software, namesto velikega števila gibajočih sedelcev, ki jih zahteva motor na notranje izgorevanje. To bo seveda vplivalo na vse verige. Hkrati se dogajajo tehnološki preboji, umetna inteligenca, kvantno računalništvo, cela vrsta sprememb, ki jih želim videti kot priložnost. Zakaj tako širok uvod na vaše vprašanje? Zato, ker mislim, da moramo ozavestiti prvič, da stanje na mestu pomeni nezadržno in zelo hitro nazadovanje. Zato si želim, da Slovenija kot celota in Maribor in naša regija prav posebej, ravno zaradi izkušnje, ki jo zgodovinsko imamo z gospodarskim nazadovanjem, da razumemo te velike spremembe tudi kot priložnost. Gotovo predstavljajo tveganje, gotovo predstavljajo in prinašajo tudi nevarnosti, so pa predvsem priložnost. Priložnost za tista okolja, ki bo agilna, ki bo imela svojo vizijo in svojo ambicijo in ki bojo znala zgraditi ekosistemski pristop. To recimo Urad za makroekonomske analize in razvoj ves čas opozarja, da Sloveniji manjka ekosistemskih pristopov in na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport na vsakem od teh treh strateških stebrov delamo ravno izrazito na tem, da te da ekosisteme okrepimo. Torej, kakšen ekosistem vidim osebno v Mariboru? Prvič je to lokalna skupnost, ki ustvarja celo vrsto pogojev ali pa jih ne. Drugič je to univerza, ki lahko razvija perspektivno raziskovalno in študijsko okolje ali pa ga ne. In se lahko, ker je 60 km stran od nas, eno okolje, ki ustvarja precej boljše pogoje kot naše, seveda v tem pogledu postavlja prav tako v ranljiv položaj. Tretjič je to gospodarstvo, obstoječa industrija, predvsem pa cela vrsta mikro, majhnih, srednje velikih podjetij. Tu so gospodarske zbornice, razvojne agencije, pa tudi nek asset, ki ga v okolju že imamo. Jaz se rad poudarim, Maribor je sedež slovenskega startup ekosistema. Tukaj se dogaja daleč največja mednarodna startup konferenca v širšem delu Evrope. Tukaj je ključna institucija za razvoj slovenskega podjetništva, Slovenski podjetniški sklad. Skratka, govorimo o institucijah, izza teh institucij pa seveda o ljudeh, ki morajo znati sesti za skupno mizo, ne skrbeti nujno za svoje vrtičke, narisati si big picture naše regionalne vizije in jaz nedvomno vidim Maribor z njegovo industrijsko tradicijo, z univerzo, z njegovo lego, strateškim položajem, križiščem dveh panevropskih koridorjev, pa tudi letališčem, vendarle kot eno dobro kombinacijo sestavin za uspeh. Njegov razvoj pa ne vidim toliko v krepitvi njegovih industrijskih potencialov, čeprav imamo tudi na tem področju še vedno dovolj kompetenc, znanja in talentov,
vidim ga v visokotehnološkem smislu in tukaj rad postavljam kot primer mariborsko podjetje Skylabs. Mimogrede, čez nekaj tednov pričakujemo končno odločitev Sveta Evropske vesoljske agencije o tem, da se Slovenija 1. januarja 2025 pridruži Evropski vesoljski agenciji kot polnopravna članica. Skylabs izjemno uspešno sodeluje v programih Evropske vesoljske agencije. Naše polnopravno članstvo bo možnosti slovenskih podjetij za sodelovanje v teh programih še okrepilo. In naj vam samo naštejem nekaj njihovih uspehov. Slovenija ima 3 satelite. 2 od njih sta produkt Skylabsa. Zelo občutljiva in robustna elektronika. Posebej drugi Skylabsov satelit je edini mikrosatelit, ki kroži na orbiti 6000 km. Izpostavljen takšnim tveganjem, da redko kaj v tisti orbiti preživi. Mariborski satelit prinaša podatke, jih uspešno obdeluje in iz tega se razvija cela sfera novih storitev in aplikacij. Tako tistih za vesolje, ker je Skylab zelo perspektivno in priznano podjetje za razvoj in proizvodnjo najobčutljivejših elektronskih komponent potrebnih za vesoljske razmere, kot seveda zemeljske aplikacije, se pravi produkti in rešitve, ki jih na podlagi teh spoznanj prenašamo na Zemljo v vsakodnevne produkte in vsakodnevne rešitve tukaj na Zemlji. Skylabs ob tem za Evropsko vesoljsko agencijo razvija SARO, enega zanimivega robotskega pajka, zato da bo olajšan nabiranje materijala podatkov na drugih planetih. Skratka, samo nekaj primerov tega, kako lahko eno podjetje, ki je hitro zraslo od 1 do 30 zaposlenih, spreminja karakter cele regije. Najpomembnejše pri njih pa je to, da so spin-off Mariborske univerze, da ohranjajo to strateško povezanost z univerzo in da praktično je univerza vpeta še naprej v vse njihove tudi komercialne aktivnosti. Staviti na taka podjetja. In Skylab seveda ni edini, je cela vrsta drugih podjetij, aktivnih tudi v našem vesoljskem programu. In čeprav se marsikdo smeji, ko govorimo o Sloveniji, majhni na Zemlji, a veliki vesolju, to je naslov naše vesoljske strategije, bojo ti rezultati, glede na to, kar razvija slovenski vesoljski sektor, predstavljali hiter prehod v nove industrije, v našo sposobnost, da globalnim trgom ponudimo povsem novo generacijo rešitev. In zato sem optimist. In stavim na to okolje, stavim na to strateško povezavo z univerzo in vidim tukaj še veliko, veliko potencijala. Pravzaprav skozi celoten pogovor ugotavljava, da ambiciozne in uspešne ljudi Slovenija in regija ima, ne? Med drugim tudi vas, ki ste na začetku rekli, da pravzaprav niti niste želeli biti državni sekretar oziroma na ministrstvu. Omenili ste tudi oziroma prebirala sem ob pripravi na ta pogovor, da tudi v SD-ju niste želeli neke večje vloge na zadnjem kongresu, pa vendar ste pa na listi kandidatov za Evropski parlament, ne? To je pomembna vloga, če boste izvoljeni. Kako boste balansirali to? Najprej naj povem, da ne glede na to, da si vloge državnega sekretarja nisem želel, v tej vlogi uživam. Mislim, da sem v tej vlogi dober in da imam rezultate. Jaz sem zdaj ravno pri bilanci prvih 2 let ugotavljam, da nisem daleč od tega, da bom svoj del odgovornosti uspešno odkljukal in Matjažu Hanu poročal o tem, da smo uspešno uresničili pomemben del naših ambicij. Nekaj je seveda tudi takšnih, ki so bistveno večje in jih v kratkem času ni mogoče oddelati, ampak ja, uspešno se soočamo s krizami, predvsem pa skušamo krepiti ambicije in ekosistemski pristop, potrebne spodbude in politike za to, da nam kot celoti uspe, da bo Slovenija med zmagovalkami
tega velikega gospodarskega, zelenega, digitalnega in inovacijskega prehoda. Dejstvo, da delam v Ljubljani, da sem praviloma 5 dni na teden v Ljubljani, je seveda dejstvo, ki vpliva najbolj na družino. Jaz sem zelo vesel, da imam tukaj razumevanje moje žene, morda malo manj otrok. In nedvomno je, da družina pač plača ceno te časovne odsotnosti, predvsem pa tudi javne izpostavljenosti. In predvsem javna izpostavljenost je mogoče tista, ki je večji zadržek kot sam čas. Zato se tudi nisem odločil, da po tej epizodi, ko sem za 2 meseca prevzel v precej nemogočih razmerah naloge začasnega glavnega tajnika stranke, da se nisem odločil, da kandidiram na kongresu, pa je bilo kar nekaj takih idej. Priznam, da so te ambicije nekoč bile tudi v meni. No, me je pa stranka vendarle v teh okoliščinah nagovorila, da kandidiram na listi za Evropski parlament. Ne zaprav izrazito ambicijo, da bi bil izvoljen, ker bom povsem zadovoljen, če ostanem državni sekretar. Dejstvo pa je, da Maribor doslej nikoli ni imel evropskega poslanca, da sam, ki sem veliko v Bruslju, že zaradi sedanje naloge, kot državni sekretar, se redno udeležujem sveta za konkurenčnost, to je medvladni del sprejemanja odločitev v Evropski uniji, da sem tam iskal dobre odnose, da sem se tam dokazal z dovolj prodornimi nastopi in dovolj out of the box idejami, da sem pokazal na to, da želi Slovenija voditi eno pogumno evropsko gospodarsko politiko, ki opozarja na to, da Evropa potrebuje industrijsko strategijo, in vse to se zdaj že preliva počasi v odločitve, konkretno industrijska agenda, ki jo je recimo utemeljil tudi zadnji sestanek sveta za konkurenčnost prejšnji teden v Bruslju, je pokazal, to je smer, ki jo Evropa potrebuje, da si, upajmo, povrne svoj industrijski in inovacijski leadership. Jaz verjamem, da je od Evrope veliko odvisno, da Evrope ne smemo gledati kot nekaj, kar je tam zunaj, ampak da je Evropa tukaj, tudi v Mariboru, in da mora tudi ta regija in tudi to mesto bolje razumeti evropske priložnosti, ki jih Evropa sama odpira. Teh priložnosti je veliko. Mi kot država in kot mesto ne izkoriščamo cele vrste priložnosti, ki jih v Evropi imamo. Kot rečeno, spet pa je tukaj vprašanje vizije, naših ciljev, sposobnosti mobilizacije skupnosti, vseh, ki jih potrebujemo za to, da te cilje dosežemo. In vseh teh razlogov sem pač pristal na to, da sem na tej listi. Hvaležen bom, če bo Maribor videl v meni nek potencial. Mislim pa, da je pomembno, da Maribor, ki rad tarna, ki rad toži nad tem, kar smo v preteklosti izgubili, se zavzame za svoje. Ker čas, ki ga živimo, tako kot se zdi nemogoč, konflikten, krvav, je tudi čas priložnosti, ki jih te velike spremembe prinašajo. Jaz predlagam, da se kot družba bolje pripravimo na to, da zmanjšamo neželene stranske učinke teh sprememb, se bolje obvarujemo pred njim, predvsem pa zagrabimo priložnosti, ki so evidentne in ki omogočajo, da, to bi bila moja velika želja, Maribor ne bo govoril o času izpred 30 let kot o zlati dobi Maribora, ampak pomembnem delu naše preteklosti zavedanjem, da najboljši čas Maribora šele prihaja. Tudi fuzbal. A se zavedamo v Sloveniji, kako zelo pomembne so volitve v Evropski parlament? Glede na udeležbo na volitvah do zdaj, tarnamo že, ampak a se udeležimo volitev, da bi kaj spremenili? Jaz sem v politiki že dovolj dolgo. Letos oktobra bom praznoval 30 let, odkar sem član svoje stranke. Delal sem na različnih nivojih. Ljudje v Mariboru se me morda spomnijo kot enega od aktivnejših mestnih svetnikov v 2 mandatih. Bil sem poslanec državnega zbora, potem
krajši čas državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. Potem sem imel za nekaj časa vsega Malce pauze, ne? In sem se umaknil iz politike, pa potem postopoma prihajal nazaj. Jaz mislim, da imam neke svoje rezultate, da sem dokazal, da sem borec, da mi gre za prave stvari, da se znam povezovati, da se znam pogovarjati. Ne nazadnje, da sem tudi dovolj dober prodajalec vsega tega dobrega, kar tukaj imamo, da znam to torej tržiti po svetu, da si priznam, da želim, da predvsem Maribor tukaj stopi skupaj in reče, ja, Maribor hoče biti dejavnik svoje usode. Saj nisem jaz edina mariborska izbira, na listi SDS-a recimo nastopa gospod Franc Kangler, mislim, da še nekaj drugih kandidatov, ki so vsaj rojeni v Mariboru, ampak vendarle, jaz mislim, da je pomembno, da Maribor, mesto z 100.000 prebivalci, kar je daleč preko tega, kar je potrebno, da s preferenčnimi glasovi nekoga izvoli, to vendarle stori. Maribor v 20 letih našega članstva v Evropski uniji nikoli ni imel evropskega poslanca. Mislite, da se bo letos to spremenilo? To je vedno odvisno od ljudi. Kaj pričakujete, recimo vi, no? Glede na to, da nekaj kandidatov, pa če se ne orientiramo tako na Maribor, mogoče te iz Štajerske regije je, ne? Kaj pričakujete? Vem, da je nehvaležno pričakovanje govoriti, ker to je konec koncev demokratična odločitev, ki se bo izkazala na volitvah, pa vendar. Kako zelo se bo spremenila sestava in bodo nekateri obrazi morda pa ostali vendarle isti, ne? Absolutno. Jaz bi absolutno privoščil mojima kolegama Matjažu Nemcu in dr. Milanu Brglezu, torej dosedanjima evropskima poslancema iz vrst socialnih demokratov, da sta še enkrat izvoljena, oba sta se izjemno izkazala. Dr. Milan Brglez na izrazito socialnih dosjejih, Matjaž Nemec v zelo kratkem času, manj kot 2 let, na področju zunanje politike, azilne politike, na celi vrsti pač pomembnih dosjejev, kjer je dobil priložnost. In tisto, kar je osupljivo, je, da je res potreboval zelo malo časa, da se je dobro ujel pri tem. In absolutno privoščim enemu in drugemu, da sta ponovno izvoljena. Na naši listi je še izjemna magistra Mojca Kleva Kekuš, nekoč je že bila evropska poslanka in je v Evropskem parlamentu uspela z zelo pomembnim poročilom o tem, kako se evropski denar skriva in seli v davčne oaze in kaj mora Evropa storiti za to, da to prepreči, da bo denar, ki ga ustvarjamo tukaj, namenjen evropskemu razvoju in da bodo od njega tudi pravično pobrani vsi tisti prispevki in davki, ki morajo biti za to, da lahko kot skupno zadovoljujemo naše skupne potrebe, javne storitve, zdravstvo, izobraževanje, raziskave in razvoj, prometna infrastruktura, obvarovanje pred podnebnimi spremembami, naravnimi nesrečami, naša varnost in tako naprej. Tako da, ja, ostali kandidati na naši listi so ena taka zmes mladih, novih obrazov, zelo pogumnih, zelo proevropskih, ministra Jevška iz sosednje regije, pravzaprav 2 sosednjih regij, ker je rojen na Koroškem, živi in dolgo dela v Prekmurju. Tako da ja, imamo več naboja, seveda imajo ta naboj tudi kolegi in kolegice iz drugih strank. Seveda pa si ne želim, da pride do tega, o čemer zdaj govorijo vsi, o prodoru skrajne desnice, ki zmerna desnica, tudi naša slovenska desnica, odpira vrata in legitimira s tem, ko dopušča možnost za njeno sodelovanje. In tukaj vendarle se mi zdi pomembno, da naš zgodovinski spomin ni tako kratek, da se ne bi spomnili, kako nas je ekstremni populizem, naklonjenost fašističnim, nacističnim, skrajno desnim idejam že stal zelo drago. Kratkovidnost, zapiranje v države, ščitenje samo svojih, brez tega, da bi znal upoštevati in razumeti potrebe drugih, vse to so recepti, ki Evrope ne spravljajo na pravo pot.
Veste, da je moja stranka šla v zadnjih mesecih skozi eno veliko travmo zaradi te nesrečne afere Litijska in zaradi vsega, kar se nam je pravzaprav ob tem zgodilo. Kljub temu smo šli na kongres, se znali prečistiti, izvoliti novo vodstvo. Nobena druga stranka, katerakoli že v slovenski zgodovini, ko je soočena z nekimi očitki o spornih ravnanjih, kaj so njihove reakcije? Obtožijo vse druge, krivi so mediji, krivosodje, politična konkurenca, kdorkoli, kaj smo storili mi? En unikatni primer v slovenskem političnem prostoru. Ne, mi smo pogledali sami vase, pogledali, kaj moramo sami storiti, da obračunamo z spornimi praksami, če je do njih prihajalo, da zagotovimo polno sodelovanje z vsemi organi in predvsem, da potegnemo črto in ugotovimo, ne, v taki kondiciji in v taki konstelaciji nimamo več legitimnosti za to, da vodimo javne zadeve, potreben je kongres, odstop vseh organov, treba je zgodbo sestaviti na novo. To so unikatni, redki primeri v slovenskem političnem prostoru. Te dni nekateri ponujajo zaveze o spoštovanju politične kulture, o kakovosti političnega dialoga. Mi to imamo v DNK, mi to ves čas živimo, mi na ta način delujemo. Zato se je socialni demokraciji zgodilo to, kar se je zgodilo. En popoln reset stranke kot celote, zato ker razumemo, da ko ni zaupanja javnosti, da ko javnost dvomi v tvojo verodostojnost, takrat v politiki nimaš kaj iskati. Zaenkrat hvala, sledi še kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi. Gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Na polovici mandata. V moji družbi je še vedno gospod Frangež, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Veliko so se že vašega dela dotaknila, pa vendar, ker ste tudi med pogovorom že povedali, kaj vse pravzaprav ste storili in kakšne so strategije in vizije, ne? Ampak tu te podpore startupom ne smemo zanemariti, ne? Ker ste povedali, da so pomemben segment gospodarstva. Ja, nasploh v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih vidimo daleč največji potencial za prihodno rast. V startup podjetjih, torej inovativnih produktih, inovativnih poslovnih modelih, posebnem tipu mobilizacije ljudi, posebnem tipu preizkušanja teh idej pred investitorji, pa vidimo vendarle še potenciale precej hitrejše rasti, ker za startupe velja, da prihajajo na trg z nečim posebno novim, da gre praviloma za tudi intelektualno zaščito, ki omogoča hitro skaliranje, torej prenos produktov po vsem svetu, da je to segment ljudi, ki izrazito privlači celo vrsto mladih. Prej sem že omenjal mednarodno konferenco Podim, to je bilo 300 mladih iz cele regije, investitorjev, ki so se medsebojno mrežili skozi nekaj dni konference. Bil sem v Narodnem domu, kjer je bil tako imenovani deal room, 20-minutni sestanki med investitorjem in mladim podjetnikom, ki pičejo svojo idejo. Mislim, da je bilo na ta način izpeljanih preko 2000 sestankov in upam tudi cela vrsta zgodb, ki se rojevajo. Zdaj, temu področju na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport posvečamo posebno pozornost, zato na Podimu tudi predstavo izhodišča slovenske startup strategije, ki je jasno usmerjena v to, da iz objektivno enega najslabših evropskih startup ekosistemov, kot smo zdaj, do leta 2030 postanemo eden najboljših. Imamo jasne recepte za to, 5 strateških iniciativ, od vitke družbe, se pravi posebne oblike gospodarske družbe, ki je dizajnirana posebej za startupe, ki vključuje enostavnost upravljanja, kot pri družbi z omejeno odgovornostjo, ampak na drugi strani odprtost delniške družbe, se pravi lahek vstop novih vlagateljev in tudi njihov izstop. Drugič, slovenska startup viza. Tretjič, privlačna ureditev opcijskega nagrajevanja. Tu že imamo zakon, ki je ready to go, da gre naprej z konkurenčno ureditvijo opcij, se pravi načina nagrajevanja zaposlenih z
deležem v podjetju, pri čemer se cilja na prihodnjo hitro rastočo vrednost tega podjetja. Davčne olajšave in druge ukrepi za to, da v Sloveniji razvijemo trg tveganega kapitala, po tem merilu smo zadnji v Evropi in končno sam startup ekosistem, kontinuirana podpora ključnim institucijam, inkubatorjem, pospeševalnikom, tehnološkim parkom, marsikaj od tega še moramo razviti, kot del javne infrastrukture za podjetniški razvoj, zato da imajo mladi in drugi za svojo podjetniško idejo suport znanja, know-howa, mednarodnih povezav, dostopa do investitorjev, dostopa do javne raziskovalne infrastrukture, zato da svoje ideje razvijajo, stestirajo, preizkusijo. Torej, celota teh ukrepov, ki grejo zdaj v drugi polovici junija v končno oblikovanje, do polovice junija imamo to na nek način v testiranju javnosti, posebej start-up deležnikov, zato da jo pokomentirajo, povedo, kaj še pogrešajo, kaj bi morali biti spremenili. Ta slovenska start-up strategija pa bo del, kot rečeno, krovne strategije za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti. Ta strateški pristop, ki pa se zaveda, to so samo papirji, knjigice kot te na vaših policah. Če ne bomo takoj zatem z jasno akcijo, dogovorih z ostalimi resorji, ustreznimi prioritetami pri financiranju teh projektov in še marsičem drugim poskrbeli za to, da ti ukrepi postanejo resničnost. In temu mora biti posvečena glavnina druge polovice mandata. Če se dotakneva še malce turizma, kako pa ministrstvo dela na tem področju? Konec koncev Slovenija ima turistične bisere, kar lahko tudi sami Slovenci, ko se malce sprehodimo po državi, ugotovimo. Nekako jih pa mogoče sami Slovenci ne znamo oceniti in hkrati spromovirati za tiste, ki bi uživali v tem, kar Slovenija lahko ponuja. Kako lahko ministrstvo pri tem pomaga in kako lahko pomaga tudi ministrstvo pri nekim turističnih dejavnostih, ki se na novo tega lotevajo? Zato bi bila potrebna še ena posebna oddaja. Verjamem. Dva ključna izziva. Slovenski turizem mora dvigniti svojo kakovost, zato da dosega višjo ceno, zato da bo za višjo dodano vrednostjo bolje plačal ljudi, ki so zaposleni v turizmu. Turizem je ena od dejavnosti z precej nizko dodano vrednostjo in tukaj se zato izrazito usmerjamo ne nujno v množični turizem, ker ga ne želimo ne zaradi okoljskih, ne zaradi socialnih učinkov, želimo pa si turizma, ki bo dovolj ekskluziven, da si bo lahko privoščil visoke cene, posledično pa tudi bistveno boljše plačilo vseh tistih, ki kot gostitelji, natakari, kuhari, sobarice, gostinsko osebje, hotelirji, hotelirke, razvijalci programov, turistični vodiči, animatorji in tako naprej, potrebujemo zato, ker turizem je vedno dejavnost z človeškim obrazom in če želimo biti pri tem uspešni, mora imeti človeški obraz vedno širok nasmeh, to pa terja zadovoljnega, dobro plačanega in varnega človeka. Drugi izziv je diverzifikacija turističnih tokov. Tisto, kar imamo izrazito, je koncentracija turistov na 3 predelih naše države, Bled, Ljubljana in Obala. Se pa to že dogaja, Maribor je tukaj odličen primer, kjer je Zavodu za turizem nesporno uspelo Maribor dobro umeščati, izkoristiti priložnosti, razvijati pravi tip ponudbe, zato da Maribor dosega res fantastično rast turističnega obiska in nočitev. To pa zahteva prav premišljen pristop. Recimo, evropski naziv najboljše kulinarične destinacije, potrebujemo takšne pristope, zato da te turistov, ki jih je mora biti nekje v državi preveč, bolje pritegnemo v Maribor, v njegovo zaledje, čudovite Slovenske gorice, na Ptuj, v Prekmurje.
Skratka, to bi rekel, da sta dva ključna izziva. Mislim, da državo izjemno dobro promoviramo v svetu. Slovenija je v zadnjih letih doživela eno renesanso svoje podobe in ugleda v svetu. V svetu, še posebej na turističnih trgih, jo cenijo kot top trajnostno destinacijo, kjer vas čakajo prvovrstne izkušnje v naravi, v vodah, v gorah in itak fantastična hrana in fantastično vino. Pravzaprav imamo vse. Ja, smo jo raj na zemlji, dajmo to spoznati, se okoli tega organizirati, kako bomo to zaščitili, ker ni samoumevno, in drugič, kako bomo iz tega ustvarjali novo vrednost za to, da bo jutri čas, ki bo boljši od danes. Najlepša hvala, gospod Frangež. Hvala za vabilo, hvala za zanimiv pogovor. Upam, da je bilo vam zanimivo vse tako kot meni. In tudi gledalcem. Gledalci, hvala za ogled. Želim vam prijeten večer še naprej in nasvidenje.